Na Mašunu, na začetku današnje ekskurzije, dajmo upati, da bo vreme zdržalo. Poseben pozdrav predstavnikom lovskega oddelka z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavnicam Društva slovenskih lov, ki so se nam danes pridružili na tem strokovnem delu ekskurzije. Prvo bi rekel nekaj besed vodenja po sami gozdni učni poti, cirka kakšno urco 15 bomo hodili po tej učni poti, da nekaj zvemo o samem nastanku Mašuna, malo o zgodovini, malo o lovstvu, o upravljanju z divjadjo na Mašunu v preteklosti. Tako da bi kar začeli. Mašun 1022-1025 metrov visoko nadmorske višine. Če se hočemo samo, bi rekel, nastanka Mašuna dotakniti, se moramo najprej lotiti, bi rekel, seči nekoliko v prazgodovino. V obdobju antike so Snežnik prečkali številne tovorne poti, ki so povezovale, bi rekel, dolino reke Reke, pač pri Ilirski Bistrici, dolino reke Pivke z Loško dolino na druge strani. Vendar v, bi rekel, dolgih stoletjih srednjega veka, ko nihče teh poti ni vzdrževal, so se te, bi rekel, ceste in te tovorne poti počasi izgubile in snežniški gozdovi so postali dokaj divji in neprehodni, pač domovanja volkov, domovanja medvedov. Bi rekel, tale neprehodnost snežniških gozdov je pa bila tudi dobro kritje za razne vojaške begunje, rokovnjače in roparje, ki so se zelo radi skrivali tukaj po Snežniku in da so se ljudje potem zaradi strahu pred njimi, da bi jih po poti napadli pa oropali, še bolj izogibali prečkanju snežniških gozdov. V glavnem, če se vrnemo nekje do leta 1800, leta 1801, snežniško posestvo Snežnik Schneeberg po nemško, podeduje družina Lichtenberg, sedež so imeli v Jablanci pri Ilirski Bistrici, vendar je bilo to, bi rekel, tisto obdobje zadnja leta pred pomladjo narodov, leta 1848, za plemstvo, bi rekel, dokaj neugodno in tudi ti ljudje so precej slabo gospodarili s snežniškimi gozdovi, tako da je to pocesto počasi propadalo, gospodarsko ni bilo aktivno. Tudi, bi rekel, snežniški gozdovi so bili precej obremenjeni servituti. Kaj so tu servituti? Služnostne pravice. Ena so bile, bi rekel, služnostna pravica mesto Reka, ki izvira še v srednjem veku, je bila pravica do gozdne paše. In mesto Reko tudi te služnostne pravice, servituti, so se imenovali reški herbadiji. In mesto Reka je prodajalo to služnostne pravice ovčarjem iz Istre in Krasa, ki so lahko pasli v snežniških gozdovih. Pasli so praktično do vrha Snežnika in Snežnik v preteklosti ni bil tako poraščen z rušenjem kot je zdaj, ampak je bil precej gol. Številna ledinska imena po Snežniku še vedno pričajo o teh časih. Imamo Mašunsko požganino, Zgorino, Sežgani klanc, Palež. Vsa ta imena izvirajo z tistega časa, ko so za potrebe gozdne paše sežigali določena področja. Zdaj so tam, bi rekel, lepi gozdovi, ampak, bi rekel, v cajtu na začetku 19. stoletja je bila pa ta, bi rekel, gozdna paša še zmeraj zelo primerna. Tu se lahko tisti, ki ste gozdari, si lahko predstavljate, kako težko je bilo neki gospodari z nekim gozdom, potem pa neko ovčar, pa ti je tam, bi rekel, neko mladje pokuril, da bo lahko njegove očke tam lažje pasla. Druge služnostne pravice so bile pa služnostne pravice, ki so jih imeli kmetje iz okoliških dolin. Pač upravičeni kmete, tisti statusom kmeta, ne bajteri, so si lahko v graščinskem gozdu iz posestva Snežnik za svoje potrebe posekali les, ki so ga rabili. Zdaj, če bi bilo tu samo za potrebe kmetov, bi bila ta zadeva še zelo sprejemljiva. Vendar so to, bi rekel, dostikrat izkoriščali žagarji ob reki dol in so od kmetov odkupovali les, tako da so kmetje sekali več, kot so ga dejansko rabili za svojo potrebo. Kot smo rekli, tovornih poti ni bilo in glavni so bili obremenjeni gozdovi, ki so gravitirali proti zahodu, proti dolini reke Pivke, po kateri se nas večina prepeljala proti dolini reke Reke ali proti Loški dolini. Ker ni bilo cest, so, naprimer, nad našo vasjo se reče na enem predelu pri zadnjih kulih. Kako je izgledalo, prišel je z vozom do tistega dela, odpel zadnjo premo, zaradi tega se reče tam pri zadnjih kulah, s prvo premo je zlezel malo globje v gozd, pač posekal najbližjo jelko, naložil tista 2 kosa gor na prvo premo, privlekel do te zadnje preme, šel mogoče, če je bilo dovolj zgodaj, ponovadi mu je zmanjkalo časa, iskati še eno gor in je to zadevo odpeljal pol dolino oziroma kakšnemu žagarju, da tisto nekako na črno na šverc prodal. Šištan izhaja iz nemške popačenke Schießstand, strelišče, pač Nemci so imeli, oziroma Šemburgi so imeli tukaj
tukaj posebno strelišče. Že v tistem času so imeli nekakšne tarče na bežečega marjasca. Na tirancah se je pač premikala silhueta, predvsem so takrat radi streljali po volkih, bomo tudi slišali zakaj. In so imeli vsako leto srečanje vseh logarjev tukaj na Mašunu, imeli tudi strelsko tekmo med logarji, med sabo. Pa ko smo že, bi rekel, pristreljali na volke, do leta 1848 je bil lov v glavnem v rokah fevdalstva. Potem se je začela pa zadeva precej naglo rušiti in dolga, bi rekel, stoletja zadrževane lovske strasti, pa tudi, bi rekel, jeza mogoče na divjad, ki je včasih povzročala škodo, k čemur smo tudi zdaj še zmeraj v glavnem na jelenjad. Potrebe, ti ljudje, ti kraji, tle so bili precej ubogi. Če bi pogledali stare fotografije že za začetka 19. stoletja, vse je bilo precej golo, nobene tekoče vode, že sama bitka za vodo je bila dokaj huda. Iz moje vasi so hodili po pitno vodo na Studence 6-7 km daleč, brez bidonov, brez avtov, svitek na glavo ženske, kabo in so pač nesle tisto pitno vodo gor. Takšno precej žalostno življenje in tudi, bi rekel, nekje na meji neke lakote. In ko se je pa začel ta pravni sistem rušiti, so pa prvič nekaj zaradi potreb, nekaj pa zaradi tega, ker so v divjadi videli, bi rekel, simbol nekega sovražnega fevdalstva, začeli loviti srnjad pa jelenjad na vse možne načine. Bi rekel, kronike pišejo, da so v globokem snegu pri Košani kar za kmečkim orodjem pokončali jelena. In ta drugo, bi rekel, v časopisih iz tistega obdobja zasledimo, kako se po sramotno nizkih cenah, kot pišejo kronike, prodajajo meso jelenjadi v Reki, v Trstu pa v Ljubljani, glavni, ki se je napajala toko Snežnika. In kaj je, do česa se je to privedlo? Privedlo je praktično do iztrebitve jelenjadi v Sloveniji, na Kranjskem in tudi tukaj na Snežniku. Ko so pa začeli, bi rekel, Šemburgi, ki so bili pa znani lovci, takšni zelo etični lovci, z aktivacijo tega posestva, se je začelo, da so tam okoli leta 1890 začeli, bi rekel, zelo načrtovano loviti velikega petelina, da so zavarovali veliko uhrco tega leta. 1899 leta pa so se odločili, da bodo ponovno naselili jelenjad na Snežnik. V Leskovi dolini, v katere se bomo peljali v nadaljevanju ekskurzije, so zgradili posebno oboro, ki so imenovali Zverinjak. Gozdarji imajo še zdaj na zemljevidih vrisano in tisto v ime ima ledinsko ime Zverinjak. In v to oboro so začeli voziti jelenjad, predvsem iz Mecklenburga pri Berlinu. Lahko si predstavljate, ni bilo tovornjakov, ni bilo narkotikov, jelena, košuta bo treba ujeti živo v mrežo, zabiti v neko škatlo, naložiti na železnico, pripeljati Šempeter na Kraso, dodešno pivko, naložiti na voz in od tam pripeljati z vozom v Leskovo dolino. Lahko si predstavljate, kakšna vrednost enega take živali, enega takega jelena, ene take košute. Kronike navajajo, da je precej teh živali, bom rekel, med prevozom tudi poginilo, da niso vse srečno prišle. Je pa še ena druga zanimivost, da precej teh je bilo tudi iz manjših živalskih vrtov, ki so jo lažje pač dobili. In te živali so bile udomačene, se človeka niso bale. In potem se je to začelo, v glavnem, dovažali so to jelenjad iz Nemčije, tukaj v Leskovo dolino vse do leta 1907. 1907 je ta obora postala premajhna, jelenjad je bilo že precej več. In ko je Herman Šemburg, takratni lastnik, uspel zlicitirati še nekaj občinskih lovišč, da je povečal svoje, kamor je bil on lastnik, je bil pač njegov lovišča, potem je pa še občinska lovišča proti zahodu ter proti vzhodu zlicitiral, da je povečal svoje lovišča, ker je imel lovni vpliv, pa zgradil 13 km dolgo ograjo med posestvom Vindišgrec na Javornikah in posestvom Snežnik. 2,5 metra visoki betonski stebri, 1907 leta, si mislite. 2,5 metra visoki stebri, 22 vrst pocinkane žice vmes. Ampak ta ograja je imela še eno posebnost, skočišča je imela, rampe, tako da iz Vindišgreca so lahko, od Vindišgrecovega posestva so lahko skočili noter, samo v Šemburgu niso mogli iti Vindišgreca. In ko so bili ti pogoji izpolnjeni, bi rekel zakup oziroma povečanje svojega lastnega lovišča, so podrli tole oboro v Zverinjaku in jelenjad se je razširila. Po genetskih raziskavah ne bi bila to, bi rekel, večji del slovenske jelenjade ne bi izviral prav iz teh snežniških jelenov.
Že ko so imeli, ko je bila obora postavljena leta 1899, so bile tudi v oboru narejene skočne rampe. In kronike navajajo, da je skočilo par jelenov noter, normalno v ruku, ker so pač prišli, tako se je pač fanta dali, bi rekel, na lepo punco. In so skočili jeleni, ampak ne navaja pa kronika, ali so bili tu slučajno ostanki snežniškega avtohtonega jelena, ali so bili tu slučajno jeleni, ki so pobegali Vindiš Grecu, ki je imel pri gradu Hasberg pri planini svojo oboro, pa se je tista oborova mečkeno slabša narejena in so mu tisti jeleni pobegali, ker bi tudi teoretično bilo možno, da bi lahko prišli sem. V glavnem, lahko si predstavljate vrednost in kako so gledali vsakega tega jelena. Od zunaj tle na Snežniku so bili pa volkci, ki so pa jelene jedli. In si mislite, kako so bili ti volki osovraženi. Eno lepo serijo člankov, v glavnem takih, bi rekel, beletristike, leposlovnih člankov, ki imajo zgodovinsko, bi rekel, temeljijo na zgodovinskih dejstev. V glavnem ulovu na volkove med obema vojnama je napisal Vinko Strle. On je bil doma rodom iz Loške doline, je bil iz te znane družine Strletov, ki so bili logarji tukaj na Snežniku. Živel je pa na koncu v Sežani. Je, bi rekel, v lovcu imel serijo člankov, ki jih je tudi polje izdal v eni knjižici v založbi Žbrinca, mislim, da je bila Fant, to so pa Čekani in pol, bi rekel, krasne zgodbe, kako so lovili, kako je možakar imeli. Takrat ni bilo preprosto, ni bilo telefonov, ni bilo prevoznih sredstev. Jaz sem se, ko sem delal svojo diplomsko nalogo o zgodovini mašuna, sem intervjuval tudi eno vdovo enih od teh pokojnih gozdarjev, logarjev, ki so bili pred drugo vojno tukaj na Mašunu. Tudi žene so aktivirali, če bo treba iti pognati, so se mogli obleči, ker ni bilo ljudi zvedeti, kako je zdaj narediti pogon, pa nas ni zadost. In takrat je bilo zelo so bili spretni pri uporabljanju lapanj. Lapne so imeli pač na vrveh, so viseli dolgi traki in ker jih ni bilo zadost, so tiste vrvi razmotali. Vse se je dogajalo v čisti tišini, sporazumevali so se samo s kretnjami, volk ni neumom, predvsem če ga loviš pa preganjaš, je zelo previdna žival. In tiste dele, ki jih niso mogli pokriti s puško, so raztegali te vrvice za traki in volk tistega niti ne preskoči, niti od spodaj se ne upa. In tako so usmerjali, kanalizirali volke na strelce. In pol ena od takšnih zgodb je, kako je bil. Imeli so presledarje 3 volkove, in eden je bil za drilingom, za 3 cevko, 2 šiber pa krogla od spodaj in je 3krat strelil in potem so pa šli v Leskovo dolino vsi veseli, in 2 volka so pripeljali, in po en grunta, čakaj, ti si 3krat strelil, pa 3 volki so bili notri, kje je ta tretji, so šli nazaj pogledati, je bil ta tretji še tam, tako za 3 streli podal 3 volke. Drugi cajti, bi rekel, ampak lahko si pa predstavljate, koliko je takrat pomenila ena košuta, koliko je pomenil takrat en jelen, če so jih mogli nekje iz Berlina na živo pripeljati dol, pa tukaj spustiti. Sam Mašun je pomemben datum 1885. 1885 je prišel na Mašun mlad gozdar, Henrik Scholmajer. On je bil vnuk slovenskega politika Edvina Koste, tako da je po očetu je bil Avstrijec, po mami je bil Slovenec, bi rekel, možakar, izreden duh, izreden, bi rekel, strokovnjak, zanesenjak. Uvedel je izvirno kontrolno metodo gospodarjanja na Visokem Krasu, pač tukaj je vse skupaj, smo rekli, precej ogolelo, če se kaj bolj odpira, postane sam kamen. In glavno, bi rekel, avtor je te metode gospodarjanja na Visokem Krasu. Trasiral je večino teh cest, ki so tukaj po Snežniku. Trasiral je celo cesto Ilirska Bistrica-Šentbija, zaradi tega je bil tudi častni občan mesta Ilirska Bistrica ter častni občan te vasi Župnije Knežak. Leta 1890 je vzpostavil na Mašunu prvo hidrometeorološko postajo in pošiljal podatke takrat v glavnem samo o padavinah in temperaturi na Dunaj. In ta postaja je bila aktivna vse do sredine 90-ih let, zelo dolgo to. Leta 1890 je izdal posebno tiskan zveščič z ornitološkim popisom, z popisom ptic, ki jih je na Mašunu oziroma ta stara oziroma ta prva gozdna hiša Mašun. Poleti, ki je suša požge, pridejo lepo zarisani temelji te stare Forsthaus Mašun, gozdne hiše. Zdaj tudi dostikrat domačini uporabljajo ime grad Mašun. Kot smo rekli, prva tale hiša je bila tukaj, kjer stojite. Zanimiva zgodba je, leta 1919 se zopet, 1848, pomlad narodov, neki zakonski vakum, brez zakonje, pa se je pokadilo tle na Mašunu.
1919 Avstrija, bi rekel, se poslavlja, prihaja sem kraljevina Italija, zmeraj, ker se malo država menja spet cajt za poračunati kaj, in ker jabolko ne pade daleč od drevesa, tudi naši predniki niso daleč od tistih svojih očetov, ki so leta 1874 pokurili, 1919 se spet zakadite iz tega grada na Mašunu, ne, požgejo to gozdarsko hišo, spet ob temu menjavi držav, menjavi novih ureditev. No, ampak Šemburg takoj že leta 1920 pozida ponovno, bi rekel, obnovi to gozdarsko hišo. V tem cajtu so začele, bi rekel, rasti tudi hiše v samem centru Mašuna, in potem, ko so, bi rekel, preselili to gozdarsko strokovno osebje, ki včasih tle živelo v tej gozdni hiši Mašun, so začeli iz te gozdne hiše Mašun počasi preurejati v lovski dvorec. V lovski dvorec tam v 30 letih, in da bi dali nekakšen tak bil pridih tega takega dvorca, so začeli graditi te stolpe. Ti stolpi niso, bi rekel, stolpi so bili trije, tretji je bil obrnen proti cesti, od zadaj je šla cesta, ne. Ti stolpi niso, bi rekel, klasični stolpi za kakšnim obrambnim namenom, ampak izključno dekorativni stolpi. Najprej bo zgrajen tistih, bi rekel, ki ga ni več, potem bo ta kvadraten, tik pred drugo vojno bo zgrajen še ta okrog. Pravi, izključno za take dekorativne namene. Podjetje, ki je Fantoni, ki je zdaj lastnik Lesonita v Ilirski Bistrici, njihovi, bi rekel, en arhitekt jim je to zrisal, oni so delali tudi, bi rekel, preureditev notranjosti tega snežnika, pač ogromno trofej, ogromno lepih slik, da je bila takšna lovska pristava postala iz tega gradu Snežnik. Kaj se je pa pol dogajalo, tretja generacija, ne, leto 1943, zopet precej nemirno, ne, bomo pol mogoče kaj več rekli o sami dogajanju med drugo svetovno vojno. Po razpadu Italije se preko Mašuna, prvo se je vračalo preko Mašuna en cel kup italijanskih vojakov iz Ljubljanske pokrajine, iz Dolenjske, pa bi rekel tudi iz Hrvaške, z harmonike, veselje, da je država razpadla, da grejo domov, žvižgali, peli, bi rekel, pravo veselje tukaj na Mašunu, vendar kmalu, ko so ti Italijani, pa bi rekel, žicali pri domačinah kakšno civilno obleko, kajti Nemci so tu veselo lovili, pa vozili v delovna taborišča v Avstrijo. V tista kot delavce, ne v uničevalna taborišča, ampak v delovna taborišča. Ko so Italijani šli, je bil pa konc, bi rekel, tega veselja, tega petja, pa harmonike, so začeli prihajati Nemci, tako se je komanda mesta Mašun preselila komanda mesta Ilirska Bistrica se preselila na Mašun, se preimenovala v komando mesta Mašun. Tukaj so se tudi zbrale enote 14. divizije, na Mašun so prišli interniranci iz taborišča na Rabu, vsi pač sestradani, ubogi, se tukaj preformirali, preimenovali v Rabsko brigado, in tukaj je v bistvu 14. divizija krenila na pohod proti Štajerski, potem so se z Mašuna premaknili v mrzlo jamo, nedaleč od tukaj, tam je Kajuh izdal prve poezije. Smo tukaj eno luškano sliko, ne. Ta lipa je tudi zanimiva, to lipo je 23. oktobra 1888 posadil Henrik Šolmajer, ne. Preživela je dva požara vodarske hiše Mašun. Prej je imela še, do nedavnega je imela še, bi rekel, nekakšen zidek okrog, na katerega se je dalo sedeti, vendar zdaj je postala tako debela, da je razmaknila ta zid, ne, in tukaj imamo dve fotografiji, sem uspel zbrskati. Ena fotografija je tale luštna, gledajte, po tole lipo so italijanski vojaki, Guardia alla Frontiera, mladi fantje, nasmejani sedijo v cajtu med obema svetovnima vojnama. Potem imamo pa podobno sliko, praktično isti prizor. Gledajte, pod isto lipo sedijo pa kulturniki 14. divizije. Ne, bi rekel, je zraven je Karel Destovnik Kajuh, bila je Brina zraven, Lavrič, Janez Lavrič je bil sin prvega povojnega predsednika Janeza Lavriča, in tako, no, bi rekel, zanimiva zgodba te lipe, ki še zmeraj lepo raste. V glavnem, izobraževanje za lovske čuvaje nam gre to zmeraj na roko in nas sprejme, nam uredi prvič to gozdno hišo Mašun. To je bila, bi rekel, stara logarska hiša iz 30 let med obema vojnama, prvič zgrajena po vojni, pa pozidana, notri je bila tudi, bi rekel, pisarna Reverija Mašun, pa nekaj sob, zdaj so jo pa preuredili v ta sodoben center. Bi rekel, da predstavim Toneta, Tone ni samo, bi rekel, dostikrat so tile poklicni ali pa državni lovci precej na distanci od tega. Tone je tudi član naše komisije pri Lovski zvezi za upravljanje divjadi, bil je predsednik
Postojnske zveze lovskih družin, bi rekel predsednik lovske družine Zagorje, je aktiven tudi na društvenem delu, ker dostakrat so, bi rekel, poklicni jagri, precej distancirani pa ločeni od lovskih družin, šele ker gre v penzijo, se ponovno pišejo. Tone je tle, bi rekel, živo nasprotje, ampak je, bi rekel, aktiven tako pri pripravi smernic za gojitev, bi rekel, bil je že predsednik komisije za upravljanje z divjadjo pri Lovski zvezi Slovenije, tako da, bi rekel, izkušen človek, praktik, dostakrat je preveč teorije zraven, tako da Tone še enkrat najlepša hvala, da ste nas sprejel, pa da jim, bi rekel, poveste o specifikah upravljanja z divjadjo in z zavarovanimi zvermi na Snežniku. Snežnik je, kot smo že prej se pogovarjali o teh servitutah, Snežnik je včasih imel nekaj površin, kjer so se šli to gozdno pašo, zdaj je pa znam po tem, da je v primerjavi s Kočevsko zelo malo travnatih površin. In bi rekel, Tone tomu entuzijazmu in volji do dela, ne samo, da so uspeli ohraniti te laze, ki so zelo pomembne, bi rekel, predvsem za razbremenitev pritiska na gozd, kar se tiče škod, ampak da so te laze celo nekoliko povečali, ker v teh cajtah, ker rabiš en kup dovoljenj, pa soglasi, pa žirno od posod, ni hec, bi rekel, pa da ne govorimo tudi o stroških, ampak pravim z res odgovornim delom in tako. In to ne, poleg tega, da je vode, je tudi še zmeraj praktik in še zmeraj tudi aktivno deluje. Prvič bomo rekli pri biomediativnih delah in košnjah in potem tudi pri lovu. Rudko je rekel, treba prvo vzgojiti, potem pa lahko kaj streljimo. Tako, Tone, še enkrat najlepša hvala. Gregor, hvala za predstavitev. Hvala vsem skupaj, da ste prišli. Jaz upam, da vam bom povedal tudi kaj takega, kar vas zanima, oziroma kar niste vedeli. Posebej bi pozdravil svoje kolege z ministrstva, posebej moja kolegica gospod Urško. Malo sem starejši, zaradi tega bom sedel, ne stal. Upam, da mi ne boste zamerili. Če bo med predavanjem karkoli nerazumljivega, oziroma tazga, kar bi radi me ustavili pa vprašali, kar brez, bom rekel, zadržku, kar sproščeno. No, značilnosti lovišča s posebnim imenom Jelen so, da na visokem krasu, na Dinaridih stojimo, skupna površina je okrog 28 000, slabih 28 000 hektarjev, pokrivajo jelovo-bukovi gozdovi, ki se v zadnjem času po naravni poti, pa tudi po umetni poti spreminjajo iz jelovo-bukovih v smrekovo-bukove gozdove. Gregor je že omenil, da je manj kot 1% pašnih površin, ne gozdnih površin. Moram reči, da smo mi v zadnjih 40 letih, 45 letih ta procent precej povišali, s tem, da smo ali laze, ki so bili posajeni, ponovno vzpostavili ali iz gozda vzpostavili nove pašne površine, ker mislim, da vsi veste, da je pretežna in nosilna vrsta divjadi pri nas jelenjad. Jelenjad je pa pašna vrsta, stepna vrsta in zato rabi tudi te površine. Predvsem zaradi zmanjšanja vpliva na gozd, se pravi, če se napase na travniku, ni treba, da se napase v gozdu in s tem je tudi to nekaj vrste preventivno varstvo gozdov. Posluževali bi rekel, da so si pri lovu pomagali z oponašanjem jelenjega rukanja, včasih že na, bi rekel, glaže od petroleke in to. Vendar pred ne tako dolgo nazaj, mogoče 15 leti, je pa ta zadeva postala pri nas tudi nekako, bi rekel, ena panoga, disciplina, ena posebna sekcija bila ustanovljena. Prvi predstavnik, takrat je bil Jože Gris, se je udeležil prvenstva po našem jelenjega rukanja na Madžarskem in od takrat so začeli tudi pri nas aktivnejše delati s tem, tako da je bila Slovenija tudi organizatorica mednarodnega oziroma evropskega prvenstva po našem jelenjega rukanja. In tudi letos so sodelovali, včasih so boljši, včasih so slabši, to pustimo, bi rekel, te vzporedne zgodbe. Zdaj imamo pa dve stvari, ne. Eno je oponašanje jelenjega rukanja za lovske potrebe, ne. Drugo je pa tekmovalno rukanje, ne. Martin bo pokazal mogoče malo več teh tako različnih rukal, ki so na voljo, od neke take klasike do modernih iz umetnih snovi, do mogoče popolnoma priročnih, ki jih najdemo v vsaki kuhinji, pa so ravno tako dobre. Je pa včasih za sam tehniko lova, je včasih za dosti že čisto mečkeno pogodrneti, predvsem pa ne preveč močno, preveč bučno,
Kaj ti, lahko se Jelena predstavljate, on si želi šibkejša oziroma šibkejšega nasprotnika, bo šel na podje, če bomo pa zarukali kot nek strešen kapitalcnik iz Panonije, tako se bojo ponovadi Jeleni makali. Tako da je to. Martin, najlepša hvala, prav izkoriščamo ga, ker je tudi sam na ekskurziji, pa bi rekel, jaz se tudi z Gorenci združim, da znam, bi rekel, izkoristiti vsako priliko, da je kaj še Martina ponudili, pa še jutri ga bomo. No. Martinu predajam besedo. Vse lepo. Ko je Gregorja zbrala lovce, ki smo bili razpršeni, ko smo se zanimali za to, za cela Slovenija in za Prekmurja in za Maribora in za Dolenjske. In smo entuzijasti smo se zbrali v to sekcijo, v to grupo in smo začeli te reči preučavati. Sicer tudi moram reči, da tisto enakočasno tudi na evropski ravni smo bili prisotni pri razvijanju. A lahko za internetu samo malo skočim, ne? Smo ustanovili to sekcijo in smo začeli preko Lovske zveze, preko Komisije za kulturo organizirati tudi naše državno tekmovanje. In poleg hoditi tudi na sejme v Avstrijo in na evropske tekmovanje, ko so bile, in mednarodno tekmovanje po Srbiji in tako. Fanti se dosegali vredne rezultate. Lovska zveza nas je tudi sicer enkrat malo več, enkrat malo manj, ko malo mičemo dosti, malo vojni nimajo zadeti. Smo imeli malo tira molama, danes zadeva laufa pod okriljem Lovske zveze Slovenije. V zadnjih letih Komisija za kulturo je tudi ustanovila izobraževalne programe za to in tudi izobraževanje za sodnike, kar je bila nekako novost. Ta komisija, ki je zdaj začela, tako da smo tudi sodnike izobrazili, tako da zdaj imamo tudi sodnike praktično potrjene za ocenjevanje jelenjega rukanja. Jelenje rukanje je oglašanje jelena v paritvenem obdobju in normalno jaz ne bom zdaj tole le dosti tvezal, bom šel bolj na praktične dele. Tako, jelen se oglaša. Zdaj se oglaša različno, odvisno od kaj je. Zdaj mora se pa nekaj zastopiti, da tekmovalne discipline smo se razmislili mi. Mi smo uvedli 6 disciplin, ko je mladi jelen, ki išče košute, stari jelen, ki išče košute, jelen, ki ruka po zmagi, pole je jelen z košutami na rukališču in enaki jeleni, ko se bojujejo in rukajo, in je jelen v koncu ruka, kadar samo še mrmlja. To je 6 disciplin, ampak tu smo se zmislili mi, te discipline. Alora smo morali narediti nekako eno zadevo, ko v naravi jo lahko tudi ne boste slišali, ne? Ampak mora biti nekako za vse tekmovalce enaka. Ne? Zdaj, v prvi disciplini mi smo dali mladega jelena in nekako regola, da boste znali tudi, ker ste na teh rukanjih, kaj fanti delajo. Mladega jelena, kateri prvo je zaruka. Pola obvezna se pauza vmes, kadar fanti odložijo, mora biti pauza za stran, ker tako je določeno. Potem mora biti nihajoč glas, plavajoč, nazaj pauza in potem mora biti to umirjeno. Mlad jelen ruka bolj na mukanje. Zdaj jih za vam pokazati, zahteva se nekako tako. To je disciplina mlad jelen, ki ruka. Druga disciplina, star jelen, ki ruka, je isto, ampak ne mukamo več noter, ampak že oponašamo starega jelena, ki ima bolj na au glas. Zdaj, da vam samo razložim, je au, au. Menjamo samo glase, ne? Tako da boste znali, kadar sejemo eno mlado grupo šolarjev, mislim, da smo imeli prvo malo da mi, ne?
na vrh. Ja, ponavadi, kadar imamo stare lovce, strašno težko gre za želodca ven, ker tukaj je treba za preponu strepka, ne. In sem rekel fantom, boste probali? Ja, ma morate kukati, kadar bruhaste, ne. In fantje, dosti bolj to se reče, da kličeš jelene, ne, če je kaj taca. In fantje so začeli takoj, šulerji takoj rukati na puhno, ko odrasli, ne. Ker v resnici mičken ruka lih tako velik, ne. Zdaj druga disciplina, da vam predstavim naprej, je isto pauza vmes, samo moraš oponašati starega jelena. Si še zmeraj umirjen, ker iščeš košute, ne? Ni nobenega, ne sme biti čet, noter neke bojevite energije. Tretja disciplina, jelen zastropen košut na rokališče. Tukaj se zahteva isto oglašanje, samo mora biti bolj zasponosen, mora čet sodnik, da je nekje energija v jeleni. In potem je borbeni del, ker nekdo mu ogroža, ker mu uteka košuta ven in mora zavrniti košutu. In potem še zmagoslavje, ker mu to uspe, na koncu mora biti malo gor. Zdaj jaz konec lahko, da ga ne bi naredil dobro, zato ker imam probleme z želodcem. In tam zahteva malo podaljška, če češ biti dobro ocenjen, ampak vam veseli predstavu, kako bi mogla biti zadeva. Vmes se bom stavil, ko vam povem še kaj za vračanje košut. Zdaj, to, kar bo zdaj, bo za vračanje košut, ne? Zdaj to na koncu bi bilo lepše, da bi jaz podaljšal, ampak mi ne uspe bežati. Četrta disciplina, ki je jelen po zmagi. Tole leso zahteva samo, da se čuje energijo in vzvišenost, ne. Je približno. Ena pauza vmes, ker pauzo zahtevajo zmeren, in še enkrat ponovno. Dva jeleni, zdaj ne bi matril, zdaj ste itak čuli že vse une, dva jeleni v resnici zahtevajo sodniki samo, da slišajo dva jelena. Da slišajo dva glasa. In da ima reči z enim drugim lokalem. In mora biti prvi so glase, potem narediš svojo zgodbo noter, ne. Ta drugi se mu glasa nazaj, ta prvi izziva, ta drugi je borba. Jaz se malo moram prešparati hrdla, kot se mi bo štartala. Zdaj pa zadnja disciplina, jelen po končanem ruku, ne. To se zahteva samo mrmljanje. Bi moral malo bolj škripeti, samo glede, ko sem že rukal, tu je rata malo težko, ne. Zdaj, tu so discipline.
ulovi vidja ne rabite. Nankrat provati rabiti to zadevo v ulovi. Mi za oponašati jeline imamo rukale. Zdaj, če vam malo pokažem rukale, Nemci so naredili 3-delni iz plastike, odličen. Njegov stavači problem, kjer je kuropata, ker vam bo polnet, da se bo zgornil. Pole so šli zad, se naredili, vse ima dober glas, tudi tam, a mene osebno so ti boljši, za sprtinak se lep, ima tudi lep glas, daja. Se da lepo rukat na njega. Ampak tudi to neuporabno za nalovku, če vas lobe par držijev, eno vam pade, ta je za ščešnje, isto, lep glas. In pole se prišli pa Čehi in se naredili sprtinaksa tetrodelne, Hubertus, imel, sicer je tudi luknja noter malo manjša, s tem tole lepe staravirali narediti najbolj hleboj glas. Je pa resnica ta, vse te rukale tole le, lih tako dobro je. Tu ne vem koliko je, 30 evrov, 40, 50, 100, mislim, se cene, ne? Alkaten, jo vložiš noter v varšt, greš na lov, na ropota, vzameš ven. Reviraš izvajati vse, kukar zasune. Naši fanti se tu praktično mira, lih če kakšnega zanima, se mira se okoli 29, ko smo probali za stran zvokov, ja, do 31. Dve cevi, ena noter druge, revira sta podaljšati vse, strošek nikak. In rukale se, naš pen je zmagal evropsko, Klemen, eno podprvak je bil tudi za takim rukalem, ne, tako da ni noben problem. Pole se rohovi, če boste kupavili te rukale, rekel bom tako, lepo jih je jemati, lepo jih je videti, ma tudi tu ni praktično, da danes več zahoditi na lov, ker se oborožiti za vsi in pole še s tem, eno zares ni praktično. Je pa lepo za videti, in če boste kupavili, da boste imeli eno v redi rukalo, glejte, da je čim bolj tenko, pobrušeno in da vam bo dalo ven lep zvok, ne. Probajte, ne, in če vidite, da v redi vibrira, je to tu, eno je imate doma bejše, no, lik za drugače vseka cel. Iste težave so imeli tudi Italijani, ko so zasedli te kraje, s tem, da so bili Italijani pač spretni graditelji in zgradili so po celem Snežniku takšne zbiralnike, kot vidite tam, cisterne, ponovadi z 3 velikimi prostori. In tisti zbiralnik, tam, ki ga vidite, je še zdaj, vsa voda na Mašunu je iz tega zbiralnika. Od zadaj za tem zbiralnikom je ena večja površina, ki je zabetonirana, na katero so gola, zabetonirana in gore so položeni kamni, in ker pada dež, se pač deževnica tam zbira in se steka v ta zbiralnik, in od tega je odvisen tudi bi rekel Mašun, vsa gostinska ponudba, in to je preko teh filtrov in to. Ker so te zbiralnike rabili, se jih je tudi gozdno gospodarstvo Postojna vzdrževalo. Vsi zbiralniki so bili po vseh teh, bi rekel, Italijani so tudi rekli grupa di Caposaldi, neka jedra odpora, manjše vojašnice, ograjene zidom, take tipične, mimo enih dveh se bomo peljali, ko bomo šli čez Leskovo dolino, se je bo dalo, če boste pozorni, videti iz avta tudi. So v zmeri mogli biti zbiralniki zgrajeni zraven, da so sploh imeli vodo. Druga, bi rekel, zanimivost, ki je pač korito za napajanje konj, to druga zanimivost, ki jo boste poslušali, oziroma v 80 letih, bi rekel, začelo usporedno vode tudi mečkano panogo turizma, pač malo je bilo, bi rekel, da so bili, bi rekel, daljnovidni, po drugi strani bili so še kar dobri cajti, kar se denarja tiče, so si lahko tu prvoščili. Prvo je bilo eno smučišče v Vratih, se bomo mi upeljali, malo večje, ampak to je bilo v bistvu
za klancem od spodaj si prije kar do gozdne hiše, kamor ste imeli predavanje Marinčiča. Ne? Tako da so kar s smučkami čez hodili in za kakšne šole v naravi, za te lokalne, te je bilo čist zadosti dobro. Zdajšnje brez snežne zime pa precej bi rekel, zavirajo in imeli so tudi teptavca, ratrahlje gor in vse kot se šika, samo če ni snega, si pa čudeža ne moreš narediti. Njih sem omenil, so poskušali so že zasneževati umetno, samo vse je vezano na tisto cisterno, ki smo tam videli. Enkrat eno leto se spomniš, smučišče je bilo krasno, polno umetnega snega, okrog je bilo vse kopno, čaj so kuhali, pa ne zdajšnji najemniki, ampak predhodnik, čaj so kuhali pa iz kanistrov, tako ker ni bilo več vode in se pač tega ne moreš jeti. No, zdaj bom pa predstavil Lea Fabjanja. Najprej se vam moram zahvaliti, da si je vzel cajt. Renomirani in izkušen kinološki sodnik, avtor knjige Krvosledništvo, tako da je boljšega vam skoraj da nisem. Teorijo v temu ste imeli Marka Malija, ki je napisal knjigo Kinologija, ste poslušali v temu. Na praksi imamo Lea Fabjanja, bi rekel, avtor knjige Krvosledništvo, res bi rekel specifika. Kinologija pač neločljiv del vsakega lova, s tem, da je krvosledništvo oziroma delo z psom krvosledcem je pa dejansko vezano na vseh, če so ptičarji vezani mogoče na nižinska lovišča z malo divjadjo ali pa kaj drugega, ampak vsako lovišče rabi pa, bi rekel, znanje in vodnika krvosledca. Leo je bil tudi, ga moram pohvaliti, v skupini z Markom Malijem, pokojnim Juretom Pagonom, Primožem Ocvirkom, ki so za povzdigo, bi rekel, krvosledništva v Sloveniji ogromno naredili, ne. In je, mislim, da je še zdajšnji nivo, je še zmeraj nekako zasluga njihovega dela izpred davnih let. Tudi začeli so organizirati prve tečaje, to so bili celo 4-dnevni, če se ne motim, tečaji na Mašunu, tle, bi rekel, za vodnika krvosledcev res na nekem takem pravem nivoju. Imeli so tudi zunanje, bi rekel, predavatelja, če se spomnim, je bil ta, ki je imel psihologijo, Tone S, ja. Marko Mali je bil tudi, on je tudi magistriral prav iz veterine na pseh, je ta segment tudi povedal, Leo za praktičnim delom, pa Jure Pagon, tako da mislim, da je bila to ena taka zelo lepa, ki še zdaj imamo nekako nekaj teh sadov, tega žanjemo. Leo, tu se zahvaljujem, da je prišel, priporočam se še za jutri, nikar ne pozabiti, imamo tudi eno tako veliko skupino. Lepo je, da so skupine velike, ker škoda je, če pride nekdo oddaleč in se pripravi povedati, pa da je tu 10-15 ljudi. Tako da Uroš bo pa prišel, bo pa kot, bi rekel, ko bo Leo prve te osnovna navodila dal, bo pa Uroš še sam prikaz dela in postopkov, po kar ne sledi prikazal to. Leo, te prepuščam besedo, še enkrat hvala. Hvala, Gregor, hvala za te lepe besede. Upam, da sem jih res upravičil v svojem kinološkem delu. Vreme nam ni prav naklonjeno. Dol v Pivki in Koritnicah že dežuje, tako da verjetno prišlo s te strani. Zato bomo poskušali mogoče danes biti malo bolj kratki. Nedvomno boste tudi cenili, da ne bom dosti govoril. Danes smo tle zato, da bomo pogledali, kako prikaz dela krvosledca na umetni krvni sledi. Krvna sled je umetna krvna sled, ki je bila položena včeraj z parkljem in krvjo divjadi. In parklji so vpeti v sledne čevlje, verjetno ste jih že videli vsi, to so taki čevlji. Zdaj noter pride vpet svež parkelj divjadi, polagavci to natakne, dve sta seveda, na noge in potem hodi s tem po terenu in seveda s tem tudi dela sled. To je tisto vodilna sled, ki psa vodi do plena. Tisti, ki misli, da je to kri, se veliko moti. Namreč kri, računajte, za 1000 metrov sledi se uporabi približno 1/4 litra krvi.
Da si predstavljate en kilometer, kako naredko moraš to kri špricati za to, da prideš s to količino na konc. In psa, kar vodi psa, je pa parkelj, je pa sled sled parklja. Namreč važno je, da pes zna slediti ta parkelj, to sled, kar praktično v jagi se večkrat zgodi, da divjad obstrelimo, krogla ne gre skozi, divjad pobegne in na sledi ni nobena krvi. In če pes je vajen delati po parklju, po sledi parklja, ki ima seveda drugačen dah, kakor pa dah zdrave divjadi, potem bo tak pes tudi uspešen. Tisti pa, ki je vajen samo za kri, bo delal pač dokler bojo kaplje krvi, potem bo pa odpovedal. Umetni krvni sledi, sedi. Tle bomo imeli kratko krvno sled, bo približno 100 metrov, ne zato, da bi pokazali, kako dobra sta psa, pa kako fajn je dela vodnik, ampak postopek, ki naj bi veljal ob delu po krvnem sledu. Enaka postopka, kot imamo pri naravni krvni sledi, ko iščemo obstreljeno divjad, imamo tudi na umetni krvni sledi. Postopki morajo biti popolnoma enaki, čeprav jasno je, da pes loči umetno krvno sled od zdrave krvne sledi, o tem ni dvoma. Ampak zato, da je umetna krvna sled čim bolj podobna naravni, zato uporabljamo pač parkelj divjadi. Kot izprašeni lovci vsi vemo, da pri vsako pasmo lovskega psa se da izšolati za delo po krvnem sledu, za zasledovanje obstreljene divjadi. Ne pa vsega psa, da se razumemo. Tako kot pri ljudeh imamo ljudi, ki imajo fine prste in zato so urarji, finomehaniki in tako naprej. In imamo one, ki imajo fajn mišice in delajo z macolo. Tudi psi so eni bolj, bi rekel, nadarjeni za delo po krvni sledi, nekateri manj, nekateri pa sploh ne. So psi, ki gonijo krasno, ki delajo krasno, stojijo na divjad krasno, gonijo divjad krasno, za krvno sled se pa ne zanimajo in seveda obratno. Kot je rekel Gregor, jaz sem večino svojega kinološke dejavnosti posvečal krvosledcem in sem tudi imel zmeri krvosledca. Moja pasma je bil hanoveranc. Veste, da imamo dve pasmi, ki sta specialisti in jih uporabljamo samo za delo po krvni sledi. To sta hanoverski in bavarski barvar. Bavarski barvar imamo tamle, hanoveranca pač nimamo. Marsikomu se bo zdaj zdelo čudno, da namesto enega hanoveranca ali pa bavarca tle imam jazbečarja. Zato je dober razlog. Zmeraj sem rekel, da lovc in pes sta dvojica, ki delata na krvni sledi. Eden brez drugega ne morata delati. Namreč pes po krvni sledi ne dela, ne gre po krvni sledi ali pa po kjerikoli sledi, tako kot gre vlak po tiru. Zahaja levo, zahaja desno, se zgubi, pride nazaj, in pa tam mu je vodnik v veliko pomoč. Kadar je vodnik in pes kadar sta dobro usklajena, takrat pač stvari funkcionirajo in ponavadi so tudi rezultati dobri. Če eden od teh dveh odpove, zato ker je prestar, zato ker je predebel, zato ker je prelen ali kakorkoli hočete, potem se stvarno morajo jeti. Kot vidite, jaz nisem lih več rosno mlad, tudi kondicije nimam, malo trbuha in tako naprej, in se zavedam, da nisem več v stanju z enim krvosledcem laufati le čez hrib, pa v dolino čez, par kilometrov narediti, brez se ustaviti. Namreč vse delo, oziroma večino dela na krvni sledi poteka na slednjem jermenu. To se pravi, da je pes na slednjem jermenu in vodnik mu na slednjem jermenu sledi. Se pravi, da če pes naredi 5 km, mora tudi jaz kot vodnik narediti 5 km. Ker pač nisem več tega zmožen, zato sem hanoveranca, ki sem jih imel v življenju 5,
pustil na stran, ne? In imam jazbečarja, ki je pač za lov en kompanjon za lovo. Sicer ima tudi uporabnostno preizkušnjo, kar na sledu je naredil, to se pravi, z njim formalno lahko iščem tudi obstreljeno divjad, vendar lahko si predstavljate, da tak pes je lahko uporaben za pobiranje divjadi, to se pravi tam, kjer je divjad leži mrtva na koncu po 200-500 metrih, če se pa divjad enkrat dvigne in je pes mora goniti, ma pa bo težko kakšen prepričal, da bo tak pes lahko jo dohitel, recimo ga srnjaka z odbito nogo ali pa prašiča s prestreljenim vampom, da ga bo dohitel in ustavil. Zato mora biti resen pes. Jaz ga tudi uporabljam, kadar je pač na krmišču prašiči grejo tistih 100 metrov, se ga pobere prašiča, če pa si je slabše obstreljen, slabša rana, takrat pa pokličemo, jaz odstopam in pokličemo enega resnega krvosledca. Stavim, to je naš vodnik, današnji pokazač, ki bo to pokazal sled zdelal, je tudi poklicni lovc Lela, ne? LPN-ja, za testam, ne? In rutiniran vodnik krvosledca. Danes se je vzel prijazno čas, da je prišel nam to pokazati. Preden gremo naprej, bi jaz rad opozoril na opremo, kaj naj bi jo imel vodnik krvosledca in pa pes in pa krvosledec sam. Oprema sama vodnika krvosledca je seveda najbolj odvisna, kje iščemo. Ne? Recimo, če iščemo tlele na krasu po teh rubidah in tisto, potem mora biti obleka sigurno iz trdega platna, gozdga, ne iz kakšne volne, zato drugače pridemo v takem iskanju ven take kot Robinsoni, vsi raztrgani, ne za tistem. Če iščete v hribah, ne, verjetno ne boste potrebovali lih pletnena hlač, ampak boste potrebovali dobra gojzarja, morda dereza, kakšen štrik ali kaj takega. In tisto. V poletnem cajtu je vsekakor potrebna voda za vodnika in za psa, kar je tisto. In potem vsa lovska oprema, kot je recimo nož in tako naprej. Tele Uroš nam je dal eno razstavo teh delov in če grem po vrsti, tele je pri iskanju obstreljene divjadi lahko pride do poškodb. Zato recimo taki poškodb psa ali pa vodnika tudi, ampak bolj pogosto psa, zato je tak komplet zelo koristen in priročen. Zaščitna očala, zaščitna rokavica, kot sem rekel, kadar greš ti po trnju noter in maki, je hudičevo dobro, da imaš zaščitena tudi roka in pa včasih tudi oči. Toaletni papir, rola toaletnega papirja. Rola toaletnega papirja ni zato, če bi srečali medveda, da bo ga potem rabili tak papir za zahrbtne namene, ampak je zato, da vodnik, ko gre po sledi in mu pes pokaže ali pa najde kapljo krvi, si jo z belim papirjem označi tisto mesto. Namreč, če pes zaide, mu vodnik pomaga s tem, da ga pripelje nazaj na zadnjo kapljo krvi, na sled, da potem od tam nadaljuje. In seveda, če imaš ti zaznamljeno in oddelč vidiš z belim papirjem, kje je bila sled, je potem lahko najde tisto sled, če pa ni, je pa drevo enako drevesu in je tako sled zelo težko priti nazaj na sled. Bela cunja, zakaj rabimo belo krpo? Bela krpa je predvsem na nastrelu, boste videli, bo tudi vam to pokazal. Velikokrat na nastrelu ne dobimo nič, ali pa vsaj nič ni tisto. Zmeraj je na nastrelu sa strižina. Kaj je strižina? To je dlaka, ki jo krogla pri vstopu in izstopu odreže. Morda jo ne vidimo. So tudi drobna kapljica krvi, ki jih tudi ne opazimo. Zato je taka cunja fina, da pobrišemo tisti del nastrela, tisti nastrel
in če je kaplja krvi, potem jo boste na beli krpi videli. Vodo sem rekel, včasih, veste, pri zasledovanju obstreljene divjadi je tako kot pri ljubezni. Veš, kdaj in kje si začel, nikoli pa ne veš, kje boš končal. To smo vemo vsi, ki smo poročeni. No in lahko se tako zasledovanje zavleče tudi v noč in je baterija potem zelo koristna. Tamle ima kavelj in vlečno vrv, če je treba divjad potegniti posebno. Namreč večkrat se zgodi, da imamo spremljevalca. Vodnikar Vodslec ima spremljevalca, ampak tisti spremljevalc običajno v 90% po 1 kilometru, če ne prej, zgine. Ne zdrži več tempa, ki ga ima vodnik. In vodnik, če ostane sam, mora tisto divjad tudi pol nekako spraviti. Kot sem rekel, včasih traja zasledovanje enega obstreljene divjadi lahko cel dan. In takrat je fajn, če imaš ne samo vodo, ampak tudi mogoče kakšno energijsko pijačo ali pa kakšen kos malca, nekaj za malco za pojesti. Seveda, veste, to se vam zdi mogoče smešno, ampak tisti, ki je začel ob 7 zjutraj jeti z psom, po 5-6 km opoldne se mora ustaviti, ker pes ne zdrži in on ne zdrži in takrat hudičevo prav pride recimo en doručak tamle za tisto. In se je tudi Feierzeich, včasih je slabo vreme, se je treba prebleči in v ogenj narediš tam. To so sicer ekstremni primeri, ampak se zgodi. Še enkrat ponavljam, vse to je potrebno, vsa ta oprema je odvisna, kje iščete. Kot sem rekel, v gorskem svetu je ena oprema, v nižinskem je druga. Tlele, kar danes Uroš nima sabo, ampak je zelo važno, da je vodnikar Vodslec dobro viden. Se pravi, obleka mora biti dobro vidna, taka, kot jo imamo na skupnih jagah z lejbeči. Tisti sicer za krvno sled niso fajn, zato ker jih malo se stržajo, ampak jakna mora biti dobro vidna. Namreč, nažalost se je že zgodilo, da je vodnikar Vodslca pomotoma dobil kuglo, to je bilo pred 5-10 leti. Kapš je dobil šus v glavo, ker pač ni bil zadost viden. Jasno pa, da vodnikar Vodslca, njemu spada puška. Kakšna mora biti puška, kakšna naj bi bila puška? Puška naj bi bila po možnosti kratka. Fajn je, če ima jermenico. Jermenico na koncu cevi, zato ker kadar je gor potem in greš po vejah, po gorščavi, da se ne zatika. Zato puška naj bi bila kratka. Optika, če je gor, tisti, ki je vajen streljati z muho, bo pač streljal z muho. Tisti, ki ni, je pa taka optika fina, ki je širokokotna, z majhno povečavo, zato ker običajno, kadar se strelja na tako divjad, je to bežeče, je to na hitro in je potreben tak širokokoten daljnogled. Kar se tiče kalibra puška, se zelo fajn puška, ki težjih kalibrov, večjih kalibrov s težjimi kroglami in trdimi kroglami. Recimo 8,57, 9,3, kaj sem tele kalibri, 7,57, tu še prije upoštev 308 in tako naprej. Namreč hitri kalibri niso primerni, zato ker se tam krogla zelo hitro razbije po grmovju. In veliko krat, običajno, kadar streljamo na divjad, obstreljeno divjad, da jo bomo zaustavili, jo streljamo v gostem, ne pa na čistini in na kratke razdalje. Seveda puška brez municije ni vredna kaj dosti, ker z njo ne tepamo po tistem in zato mora biti zadostno število municije.
Raj vzamete jih 10, ne vodnik raj 10, pa jih 9 prinese domov, kakor da vzame 3, pa mu 2 zmanjkajo. Kadar, če se je komu kdaj zgodilo, mene so pač je nažalost enkrat, da sem 4-krat streljal ta 5. šus, ko je jelen stal in tu je bilo tle gor prav na Sviščakah. Ko mi je jelen stal, pa nisem imel več patronov. Hvala Bogu je čuvaj pa šel odsad, ki ga je umiril. To je v grobem, seveda rukzak, kjer spada vse skupaj. To je jerman, ki mora biti od 6 do 12 metrov dolg, odvisno od kakšnega psa imamo, ampak manj kot 6 metrov ne. Več kot 12 je pa že malo preveč. To je jermen, ki je zložen na klasičen hanoverski način. Tako naj bi se vodnik krvosledca predstavil na iskanje obstrelja divjadi oziroma na preizkušnjo psa. To je klasičen hanoverski način zloženega jermena. Kot sem rekel, jermen mora biti dosti močan, dosti dolg, ne zato, ker bi jo treba psa ne vem kako trčiti nazaj, ampak zato, da se ne upleta v grmovje med grmovjem. Tanki jermeni, fini jermeni ponavadi se zapletajo v medveje in jih je treba potem cukati ven. Medtem, če je jermen malo bolj debel, malo bolj širok, lažje teče med grmovjem. Drugi del opreme je sledna ovratnica. Sledna ovratnica mora biti dosti široka, zato da psa ne, kadar če pes vleče na sledi, da ga ne duši za tistem, je zmeraj poteka jermen med nogami psa, da mu glavo vleče dol, ne pa odzad, da mu vleče nazaj gor. In ta ovratnica ima to posebnost, da ima vrtljivo rinko, to pa seveda zato, da se ta jermen ne zapleta. Med opremo vodnika nedvomno, evo, je zdaj tudi, ja. Je sedalna ovratnica. Če moramo psa spustiti, da goni divjad in jo skuša zaustaviti, je fajn, če ima signalno ovratnico, da ne bi bil, da ga lovc, vodnik ali pa kakšen drugi lovc ne bi zamenjal. Koliko je star? Nastrel označen s tema vejcama, ena je v tleh, druga kaže smer pobega divjadi. Vodnik je psa odložil v primerni razdalji in si je šel ogledati nastrel. Namreč na naravnem, ko imamo streljeno divjadi, okrogle je noga, če so zobje je čeljust, če je svetla kri, se pravi pljučna kri, bo ležalo tisto, če je temna kri, je verjetno mišica in tako naprej. Iz tega vodnik razbere in se tudi pripravi na iskanje. Ta postopek je zmeraj počasen. To ni dirka, kdaj bomo prišli na koncu do plena. Zato je to razvijanje jermena, ki ga pes opazuje, ena vrsta protokol, ki ga je pes vajen, šolen pes vajen, in že iz tega sklepa se že, kako rekel, polni baterije, zato da bo šel na sled. Zato tle se nikdar ne mudi tudi ne na naravni, ne na umetni krvni sledi,
da pridemo na strel. Večkrat kot sodnik sem videl, ko je vodnik pripeljal psa gor in ga je malo na nastrel, išči malo manj kot porival po sledi, zato da je pes čim prej šel po sledi. Ne, pes si mora sled zapomniti. Tako kot vi, če gledate eno sliko ali pa en predmet in ga veliko časa opazujete, si ga vtisnete v spomin, tako si pes na isti način vtisne v spomin dah sledi, dah divjadi, tak sledi, ki jo potem sledi. Važno je, da je takrat, boste videli, zdaj bo tudi razvil jermen do kraja. To je zelo važna stvar, da je jermen razvit. Velikokrat sem opazil, da so vodniki v hitrosti ves tisti jermen, ki je bil še zvit, dali psa gor in potem, kadar je pes že potegnil, so ga vlekli nazaj, zato ker so razvijali jermen, zato ker se tam to moti psa, logično, da ga moti. Zato jermen mora biti že prej popolnoma razvit, da kadar začne pes delati, da sledenje teče gladko. Tukaj sta zdaj dva načina, kako začeti sled. Recimo pri šolanju samem. Nekateri psa dajo na sled, ga mu pokažejo na strel, drugi ga pustijo, da pes sam najde na strel. To ima eno prednost, da pač takrat, kadar ne vemo točno, kje je nastrel, ga pes sam najde na naravni sledi. Pravijo, da pes mora delati z nizkim nosom. To je načeloma res. Pes na sledi, na hladni sledi dela z nizkim nosom. Ker sled je stara, je zelo šibka in tako naprej. Vendar ni nič narobe, če pes dela z pol dvignjenim ali pa celo dvignjenim nosom. To nam kaže, da če je pol dvignjen nos, da je sled zelo močna, se pravi, je divjad pred kratkim bila tam, če pa pes vleče po luftu, pa vemo, da je verjetno dobil v nos, ker je že zelo blizu. Kot sem rekel, vse delo poteka na jermenu. Razen zadnjega dela, zadnji del je takrat, kadar se divjad na naravni sledi dvigne, ranjena divjad in zbeži. Na umetni sledi pa, tistih 100 metrov pred koncem, je treba psa spustiti, zato da pes opravi eno nujno delo, to je pokazanje ali pa oblajanje mrtve divjadi. Napeljati do plena, to je pokazač, ali pa pri plenu ostati in lajati toliko časa, da me prikliče, ne pa oblajač. Zdaj ga je spustil, pes bo prišel do plena, tam je verjetno koža postavljena. Na preizkušnji ima pes 10 minut časa, ko prije do plena, 10 minut časa, da se vrne po vodnika oziroma da začne lajati. Če začne lajati, mora potem 10 minut vztrajno klicati vodnika, da je opravil to preizkušnjo, ta del preizkušnje. Je pa nekaj res, da psi, ki so rutinirani, ki veliko iščejo po naravni sledi, jasno, jim je to igra. In zakaj grejo po tej sledi? Grejo zato, ker mu je pač vodnik ukazal, zato, ker ga ubogajo za te. Drugač pa on s hudičevo dobro ve, da to je igra, bi rekel, med navednicami, šolanje in tako. Tudi najembejo stari psi, najembejo preveč resno. Ampak ste videli, da je prišel ga bo pelal nazaj, to možnost imate pravno, no tako da
Pa kar predajam besedo Alešu. Hvala, Gregor. Spoštovane lovke, lovci, veliko čast mi je, da sem tako z vami danes na tem svečanem dogodku v podelitvi spričeval novim lovskim čuvajem. Tako da v imenu Lovske zveze in pa Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin en lep pozdrav vsem skupaj, pozdrav predavateljskemu aktivu, predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerimi smo zelo veseli, da se družijo z nami in poslušajo naša in skupna izobraževanja, Društvo slovenskih lovk in vsi ostali gostje. Danes s to podelitvijo spričeval lovskih čuvajev zaključuje tečaj, ki se je začel v lanskem oktobru v podjetniškem inkubatorju Postojna v organizaciji Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin. Sodelovali so pa Zveze lovskih družin in pa lovske družine praktično cele Primorske in tudi dela Notranjske. Vaša generacija je številčna, 81 vas je obiskovala tečaj. V prvem delu ste kar 95% uspešno opravili izpit, ostali pa potem še v nadaljevanju. Lovski čuvaj, kot veste, opravlja zelo pomembno vlogo na področju spremljanja predpisov, ravno tako pa tudi na področju, bomo rekli, izobraževanja tako v lovski družini kot izobraževanja širše javnosti, ki nas vedno pozorno spremlja. Imate določena pooblastila, ki so vam jih predavatelji podali po ZDLovu. Prizadevanja bodo tudi v nadaljevanju šle v smer naravovarstvenih nadzornikov, koliko bomo pri tem uspešni, bo pač pokazal čas. Želja vseh je pa, da to tudi udejanjimo. Etični kodeks slovenskih lovk in lovcev določa naravovarstvene in predvsem na prvem mestu moralna pravila do solovcev ter razmerja med pravicami in dolžnostmi v našem lovstvu. Z vsem znanjem, ki ste si ga pridobili, predvsem pa z vašim odnosom do lovstva, verjamemo, da boste etični kodeks visoko spoštovali in ga udejanjili v lovišču in med solovci ter širšo javnostjo. Lovski čuvaj je častna oseba z odgovornim vedenjem, ravnanjem do narave, divjadi, družbenega okolja, do lastnikov in upravljavcev zemljišč ter do svojih lovskih tovarišev. Želimo, da bi s svojim delovanjem v lovskih vrstah dali zgled bodočim generacijam lovk in lovcev, ki bodo stopali po vaši poti. Ob tem dogodku vsem skupaj iskrene čestitke, želimo prijetno ekskurzijo naprej in pa seveda vsem skupaj dober pogled. Hvala. Kakšnega posebnega vrstnega reda ni, niti abecednega, niti po kakšnem uspehu. Jaz bom klical imena, magister Klemenc vam bo pa vročil spričevala. Martin Žužek. Pazi značka. Vsem dobi poleg spričevala tudi malo kronasto značko. Ta značka ni službeni znak, ta značka je namenjena nošenju na reverju, pač bi rekel neko vrste potrdilo, da ste opravili to vrsto izobraževanja. Pavel Fabjani. Čestitam. Hvala lepa. Hvala. Co, Štefko? Daris Žurga. Blaž Nič.